Ja, spoštovani vsi prisotni, mogoče nekaj besed najprej glede konkretnega primera, potem pa še nekaj besed oziroma misli o splošnem stanju v državi. Zdaj, glede konkretnega primera in te razrešitve v nekaj urah po nastopu funkcije načelnika upravne enote Grosuplje, bi rad povedal, da sem v času mojega 50-dnevnega ministrovanja v funkciji ministra za pravosodje in javno upravo od takratnega predhodnika dr. Senka Pličaniča podedoval tudi nekaj razpisov za načelnike upravnih enot. Večino teh razpisov sem zaključil, nekaj pa jih je bilo zaključenih s postopki pred natečajno komisijo, izbira pa je bila potem prepuščena mojemu nasledniku. Mislim, da gre za upravne enote Piran, Ilirska Bistrica, Maribor in mislim, da še ena upravna enota je bila tista, kjer so kandidati šli skozi natečajni postopek, izbira pa je bila potem prepuščena nasledniku. V primeru upravne enote Grosuplje je bil na podlagi pozitivne ocene natečajne komisije za načelnika, glede na njegove bogate strokovne izkušnje, izobrazbo in ostale kriterije, izbran dr. Božo Predalič. Kot sem bil obveščen, po mojem odhodu z ministrstva je moj naslednik dal po prihodu na ministrstvo pregledati vse te postopke glede natečajev upravnih enot in glede upravne enote Grosuplje ni bilo ugotovljenih nobenih pomanjkljivosti. Ne v postopku, ne glede izbire same. Torej lahko danes ugotovimo, da je minister Virant gospoda Predaliča razrešil izključno neke osebne maščevalnosti, ki v politiki ne sme biti prostora. Novo politiko na kadrovskem področju po rasističnem načelu člani določene politične stranke nimajo v državi oziroma v državnih organih, v državni upravi kaj iskati, napovedala ob inauguraciji že sedanja predsednica vlade, gospa Alenka Bratušek. Minister Virant pa je šel tokrat še malo dlje. Samo dan po nastopu funkcije je razrešil načelnika upravne enote, očitno samo zato, ker je član Slovenske demokratske stranke in očitno izraža stališča, ki njemu niso najbolj ljuba. Gre za politično razrešitev in gre za lustracijo drugače mislečih. Gre torej za ravnanja, ki pritičejo najbolj skrajnim strankam, ne pa Virantu, ki se razglaša za liberalca. S svojimi dejanji žal vsak dan bolj kaže, da so mu blizu sredstva in metode, ki so bile značilnost nedemokratičnih režimov. Prepričan sem, da bi kot policijski minister z veseljem odredil tudi izbris SDS iz registra političnih strank, če bi le obstajala najmanjša zakonska podlaga za to. Takim politikom ni dobro zaupati upravljanja javnih zadev. Zdaj, zakon sicer omogoča razrešitev posameznih javnih funkcionarjev v letu dni po nastopu mandata ministra. Med njimi so tudi načelniki upravnih enot. Jaz osebno se pa ne spomnim primera, da bi katerikoli minister ali ministrica v preteklosti v katerikoli od vlad posegal po tej zakonski možnosti. Vsaj kar se obeh Janševih vlad tiče, lahko zatrdim, da takega primera ni bilo. Ugotovimo lahko, da je v primeru razrešitve dr. Boža Predaliča bila ta zakonska določba na nek način grobo zlorabljena za političen obračun. Namen te določbe je namreč v tem, da ima minister možnost predlagati razrešitev takega funkcionarja vladi, vkolikor je za njegovo imenovanje pristojna vlada, oziroma da ga razreši sam, vkolikor je za njegovo imenovanje pristojen sam, kar je tudi v primeru načelnikov upravnih enot. Seveda v primeru, ko tak dotični javni uslužbenec ne izpolnjuje pričakovanj ministra glede programa, ki si ga je zastavil, da ga bo v svojem mandatu izvršil. Tega torej ni mogoče ugotoviti v nekaj urah. Poleg tega so upravne enote administrativno-birokratske tvorbe,
kjer ne gre za izvrševanje take ali drugačne politike ene ali druge vlade. Pač pa gre za izvrševanje v določenih zakonih natančno določenih nalog. Pravi, da gre za izvrševanje nekih zakonskih pooblastil in ne gre za izvrševanje nekih političnih usmeritev take ali drugačne vlade, kot je to v primeru izvajanja nalog na posameznih ministrstvih, kjer v okviru direktoratov generalni direktorji izvršujejo neko politično usmeritev take ali drugačne vladne ekipe. Jaz mislim, da je na tej točki Virant presegel samega sebe in izgubil še tisto drobtinco kredibilnosti, ki mu je po vseh teh kameleonstvih dosedanjih še ostala. Jaz lahko napovem, da bo oktobra na podoben način razrešena načelnica upravne enote Ljubljana, zaradi tega, ker se očitno pojavlja na napačnih proslavah in slovesnostih, takih, ki sedanji vladajoči opciji niso blizu. Torej, kakšna je klima danes v državi po 100 dneh vladavine Alenke Bratušek? Doživeli smo sodno lustracijo prvaka opozicije, na podlagi dokazov, ki jih ni, kar ugotavljajo celo levi politični analitiki in levi pravni strokovnjaki. Doživeli smo v teh dneh poziv k razrešitvi podpredsednice parlamenta gospe Romane Tomc strani Pozitivne Slovenije, zaradi tega, ker je na parlamentarni skupščini Sveta Evrope povedala, kakšno je stanje v tej državi, ker je torej govorila resnico. Zaradi tega ne bi po njihovem mnenju zlorabila položaj. V skladu s preomenjeno paradigmo, ko je bil prvak opozicije brez dokazov obsojen, je mogoče tudi v tem primeru pričakovati, da bi jo tudi obsodili, vkolikor bi se sodni postopek sprožil brez dokazov. Priča smo vse od nastopa te vlade ob sami inauguraciji, spomnite se te rasistične izjave, neke vrste rasistični politiki, ki želi iz javnega življenja, javnih zadev, iz državnih ustanov, iz javne uprave, skratka iz enega širokega področja delovanja, odstraniti tiste, ki razmišljajo drugače, kot razmišlja trenutna vladajoča politika. Kje je torej ta odprtost in širina, ki je bila napovedana v inauguraciji sedanje vlade Alenke Bratušek? Kje je torej ta umiritev strasti, ki se dogaja očitno samo fiktivno prikrito? Nekaj časa lahko seveda to traja, ampak bolj, ko se bodo te stvari tiščale pod to pokrovko, večja je verjetnost, da bo prišlo do tega, da bo ta lonec razneslo. In odgovornost za tako stanje nosijo seveda tisti, ki bodo v tistem obdobju na oblasti. Še je čas, da se to paro izpusti iz tega lonca in da se zgodijo demokratične spremembe, ki so nujne v tej državi. Vkolikor se to ne bo zgodilo v naslednjih letih, potem bo prej ali slej do te eksplozije prišlo. To pa je seveda slaba popotnica predvsem za tiste, ki vsak dan ostajajo brez dela, ki ne vidijo perspektive v tej državi, ki to državo zapuščajo, visoko izobraženi še najbolj, in seveda slaba popotnica za vse tiste, ki želijo v tej državi delati, ustvarjati, pa so vsak dan bolj zadušeni zaradi vedno višjih davkov, preko katerih je potrebno poplačevati tajkunske rabote iz preteklosti.